V panogah, kot so tekstilna industrija, papirništvo, proizvodnja kovin in pohištva ter avtomobilska industrija, je naročil vse manj. Podjetja lahko zato danes pa do 5. marca uporabijo shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Namen vladnega ukrepa je zaščititi delovna mesta v zaostrenih razmerah. Država je skrajšani delovnik že subvencionirala v času gospodarske krize med letoma 2009 in 2012 ter v času pandemije covida. Marko Gregorc. Na obrtni zbornici ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga glasno zahtevajo že od lanske jeseni, pozdravljajo. Vendar v primeru majhnih podjetij vendarle ugotavljamo, da je za ta majhna podjetja, ki nimajo kadrovskih resursov oziroma možnosti, mogoče manj primeren kot za velika podjetja. Pogoji za upravičence so, da delodajalci vsaj 30% zaposlenih ne morejo zagotoviti vsaj 90% dela. Bolj plastično, če neko podjetje s 100 zaposlenimi do danes dnevno opravilo 1000 naročil, za subvencijo lahko zaprosijo že ob upadu pod 970 naročil, torej za približno 3%. Velikost podjetja ni pomembna, pravi državni sekretar na Ministrstvu za delo Igor Feketija. Pogojev čisto res ni. Od vsega podjetja je odvisno, da se bo prijavilo z vlogo na Zavodu za zaposlovanje. Ravno danes smo na naši spletni strani ministrstva in Zavoda za zaposlovanje objavili natančnejša navodila. Podjetja bodo lahko na čakanje delavce napotila za 5 do 20 ur tedensko in za ta čas prejela 60% bruto plače. Vlada je do 5. marca prihodnje leto ukrep omogočila 10 različnim dejavnostim, od proizvodnje oblačil, usnja, papirja do jeklarske in avtomobilske industrije. V naštetih, da se že pozna upad naročil, ocenjuje vlada, ki je sicer z uvedbo božičnice ocenjevala, da gre gospodarstvu dobro, spominjajo gospodarstveniki. Kaj je pravzaprav sporoča vlada? Na eni strani pomaga, na drugi strani jemlje. Jaz mislim, da smo tukaj lahko predvsem zmedeni, ko dobivamo takšne odločitve. Smo pa na to opozarjali že od septembra. Da je ukrep jasno targetiran v panoge, ki so v težavah, ocenjuje Feketija. Ne pomeni, da je celotno gospodarstvo v krizi ali pa da mu gre slabo. Samo tam v določenih panogah, 10 je izbranih, vse iz predelovalne industrije, to je en manjši del, oziroma samo en del našega gospodarstva, ponujemo orodje, da lažje prebrodijo začasno krizo. Podjetja ne smejo biti v stečaju ali likvidaciji, pa tudi brez obveznosti do države. Ob koriščenju sheme si ne smejo izplačevati dobičkov ali dividend.